Obračanje postavitev strani v našem Word dokumentu ni tako kompleksno, kot zveni. Naprej imamo pripravljeni dokument. Torej postavimo se na točko v našem dokumentu, na kateri želimo imeti spremenjeno usmerjenost strani. Postavimo se na postavitev strani, izberemo prelomi ter naslednja stran. Nato pa pod postavitev strani izberemo usmerjenost in ležeče. Prelom odseka nam pomaga pri spreminjanju usmerjenosti posamezne strani ali segmenta v našem Word dokumentu. Da spremenimo usmerjenost preostalega dela Word dokumenta, se ponovno postavimo na izbrano točko v našem dokumentu, izberemo prelom odseka naslednja stran ter usmerjenost pokončno. Kot že rečeno, pomembno si je zapomniti, da prelomi odsekov v našem Word dokumentu omogočajo spreminjanje usmerjenosti posameznih strani. Pripravljen imamo Word dokument, kjer želimo uporabiti različno označevanje strani. Strani prve osebe bomo označili z ABC in strani druge osebe bomo označili z 1, 2, 3. Pa pričnimo. Postavimo se pred sekcijo v dokumentu, kjer želimo uveljavljati drugačno označevanje strani. Gremo pod postavitve strani ter izberemo prelom odseka in naslednja stran. Popravimo karkoli se nam je prestavilo v dokumentu zaradi uvedbe preloma. Sedaj imamo segmenta v dokumentu ločena po sekcijah. Izberemo vstavljanje in številka strani. Pomembno je, da odkljukamo poveži s prejšnjim, tako da se štetje strani ne bo nadaljevalo med odseki. Nato izberemo številka strani in oblikuj številke strani. In poskrbimo, da se bo številčenje začelo v izbranem odseku z 1. Za konec moramo še urediti prvi odsek našega dokumenta, zato se postavimo na prvo stran le-tega, izberemo oblikuj številke strani, izberemo tip ABC in začnemo z A. Za potrditev naših sprememb enostavno zapremo urejanje glave in noge dokumenta. Če se sedaj sprehodimo skozi naš dokument, lahko vidimo, da so posamezne sekcije dokumenta ločene z različno oštevilčenimi stranmi. Kot vidite, imamo 3 glavne naslove v tem Word dokumentu, katere bi želeli razdeliti na posamezne odseke. Postavimo se na začetek vsakega naslova in izberemo pod postavitev strani, prelom in stran. Te korake ponovimo za vse naslove v našem Word dokumentu. Nato se postavimo na točke, kjer želimo uveljavljati nove odseke. Zapomnimo si, da vsak nov odsek predstavlja tudi novo glavo dokumenta. Torej postavimo se na želeno točko in izberemo postavitev strani, prelom odseka ter neprekinjeno. Sedaj pa pride zabaven del tega priročnika in sicer oblikovanje same glave dokumenta. Postavimo se na vstavljanje, izberemo glava ter izberemo obliko, ki nam najbolj odgovarja. Word naprej doda tako imenovane hitre dele. V našem primeru bomo tega izbrisali in dodali svojega ter ponovili korake za vsak odsek posebej. Prvi odsek tako poimenujemo kratek uvod. Pri odsekih bodimo pozorni, da nimamo izbrane opcije poveži s prejšnjim. Le tako bomo lahko oblikovali glave glede na posamezen izbrani odsek. Sedaj pa še poimenujemo glavo za drugi odsek. In enake korake ponovimo še za tretji odsek. Sedaj ima naš Word dokument različne glave glede na trenutni odsek.